Cena letne vinjete za dvosledno motorno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, je do leta 2013 znašala 95 evrov, kasneje pa je narasla za 15 evrov. Podražitev v prihodnosti na Darsu ne načrtujejo. Za zdaj ni predvidena nobena podražitev. Vinjete z letnico 2018 ostajajo na enaki cenovni ravni, to bo že 5. leto, ko je cena nespremenjena. Res pa je, da cene vinjet določa država, sicer tudi na predlog potem Darsa, vendar za zdaj ni predvidena nikakršna sprememba. V ceni vinjet je zajet časovni zakup, kar pomeni, da lahko neomejeno uporabljamo slovenske avtoceste za obdobje 14 mesecev, saj je vinjeta naproda od 1. decembra in velja do vključno zadnjega januarja naslednjega leta. Pa naredimo primerjavo med cenami avstrijskih in slovenskih vinjet za osebna vozila. Medtem ko pri nas cena ostaja enaka, so v Avstriji letos te dvignili za 1 odstotek. Vidimo lahko, da cena letne vinjete v Sloveniji znaša 110, v Avstriji pa 87,30 evra. Medtem ko imamo pri nas možnost kupiti mesečno vinjeto za 30 evrov, v Avstriji za slabe 4 evre manj ponujajo dvomesečno. Za enotedensko vinjeto v Sloveniji odštejemo 15 evrov, za 10-dnevno pa v Avstriji 9 evrov. In kakšna je še razlika? Avstrijci imajo vinjete praktično 20 let, v Sloveniji 1. julija letos bo 10 let, odkar smo jih uvedli za obvezno porabo avtocest. Res je, Avstrijci imajo večje avtocestno omrežje, po drugi strani pa pri sosedih je potrebno marsikje še posebej plačevati recimo prevoz posameznih avtocestnih predorov. Izjema pri nas je slovensko-avstrijski avtocestni predor Karavanke, kjer se predornino plačuje tako na slovenski kot na avstrijski strani. Globa, če se po avtocesti vozite brez veljavne vinjete ali je ta nepravilno nameščena, znaša 300 evrov. Če vinjeta ni nalepljena z originalnim lepilom in se s tem zmanjša učinkovitost originalnega lepila, znaša globa kar 500 evrov. Tovrstnih kršiteljev je vsako leto vsaj 1000. Zadnji 2 leti beležijo število kršiteljev. Vsako leto jih je približno 56 000, na teden je to približno 1000 vozil. Ko gre za tranzitne tokove, gre v velikem primeru za tujce, ko pa imajo poostrene nadzore iz mestnih središč, pa med kršitelji prevladujejo domačini. Vsak si pri sebi izračuna, kaj se mu splača, ali uporabljati neke vzporedne ceste, ali pa plačati vinjeto in uporabiti avtocesto, ki je, kot kažejo vsaj podatki, glede rasti prometa na naših avtocestah, očitno še vedno razmeroma cenovno ugodna in prav tako so avtoceste očitno še vedno tiste, ki omogočajo relativno najhitrejše potovanje iz kraja v kraj. Iz preglednice so razvidne cene cestnine pred uvedbo vinjete v letu 2008 za posamezne odseke na slovenskih avtocestah. Iz nje je razvidno, da je voznik na relaciji Ljubljana-Koper za ceno sedanje letne vinjete opravil 9 povratnih voženj. Povratna vožnja od Maribora do Kopra pa ga je stala malo manj kot 20 evrov. V primeru povratne vožnje s tedensko vinjeto na tej isti relaciji Maribor-Koper danes plača le 15 evrov. Na leto se proda nekaj več kot 800 000 letnih vinjet, kar 40 odstotkov teh pa se proda prav v drugi polovici meseca januarja. Na Darsu ob tem opozarjajo tudi na vsakoletne spletne prevare, kjer vinjete ponujajo za nižjo ceno. Svetujejo, da si naj uporabniki kupujejo le te na pooblaščenih prodajnih mestih in teh je v Sloveniji več kot 1500.